ste se pač danes udeležili tega predavanja. Nekako zaznamuje zaključek tako imenovanega tedna filozofije, kot smo se ga nekako zamislili tu v Mariboru, za razliko pač druge, kjer so praznovali samo dan filozofije. Mi smo bolj ambiciozni, kaj se tega tiče. Nekako je se upadlo, da smo ta teden posvetili vprašanju odgovornosti inteligence in popolnoma nedogovorjeno nekako je pač prišlo do tega, da smo kot srednjo pridnite neke vrste v sredo organizirali filozofski večer na to temo, se pravi odgovornost intelektualcev. Tomaž pa se pač še konec tedna ponudil za predavanje na temo še nekoliko bolj obširno oziroma še nekoliko bolj široko odgovornost humanistike. Seveda ob tej priložnosti se mu seveda za to zahvaljujem, seveda ga spet pozdravljam mislim, da je prvo javno predavanje, Maribor, se motim? Ne, prvo. Prvo javno predavanje, skratka, bodite pač nekoliko prizanesljivi pri oceni, čeprav verjetno to ne bo potrebno. Ne Tomaža predstavim, Tomaž je Mariborčan, vsaj blizu Maribora. Duplčan. Sicer oziroma šole je končal tukaj v Mariboru, mislim, da klasična gimnazija, diplomiral je iz Wittgensteina na oddelku za filozofijo Ljubljanske fakultete za pač filozofijo. Trenutno pa dela na Koprski univerzi, se pravi na oddelku za humanistiko in sicer kot asistent, raziskovalni asistent. Ob tem se pravi objavlja ogromno strokovnih časopisih, tudi na naši strani ga pogosto najdete, skratka v filozofiji.net. Eden bolj aktivnih, vse koliko jaz poznam, seveda mladih filozofov in definitivno se veselim tvoje današnje prilike, skratka, ti pač predajam besedo, tako kar izvali. Ja, hvala lepa, Robi, za to prelepo predstavitev, mogoče celo malenkost preveč pohvalno. Najprej bi se vam zahvalil vsem, ki ste prišli, posebej me veseli, da je tukaj pač nekaj mojih prijateljev, ki so se odzvali temu vabilu. In seveda danes bom pač skušal povedati nekaj na temo odgovornosti humanistike, kakor pač jaz recimo zadevo vidim. Najprej bo seveda sledil nek zgodovinski prikaz, recimo temu neka interpretacija zgodovinskega razvoja filozofije in humanistike. Zdaj, prva stvar je ta, da seveda govorimo o humanistiki nasploh. Vemo, da pod humanistiko spada tudi, ne vem, zraven pač filozofije, ne? Ker jaz sem filozof, zato bom dal poudarek na filozofijo, tudi zgodovinopisje, primerjalna književnost in še druge pač sorodne znanosti, medtem ko jaz seveda bom uporabljal besedo humanistiko predvsem v tem bolj filozofskem pomenu. Kar pa seveda ne pomeni, ne, da ne moramo nekega podobnega razvoja, ne, ki ga bom skušal pokazati tukaj, ali pa neke podobne problematike seveda zasedi pri vseh humanističnih disciplinah, ne, se pravi pri vsem, kar prištevamo pod humanistiko. Ne. In pravzaprav danes imate tudi to situacijo, ne, da se te meje med različnimi disciplinami, če so se včasih discipline med sabo zelo močno razkrojile, ne, razdelile se danes pač na nek način znova združujejo. Ne? In imate recimo zgodovinarje, ki veliko pišejo o pragmatizmu, recimo na popolnoma filozofskem nivoju. Ali pa imate recimo filozofe, Richard Rorty, recimo, ali pa ne vem, tudi Heidegger, ki imajo ogromno vpliv na književnost. Se pravi, te stvari se povezujejo. To je prva stvar. Ne? Ampak kot rečeno, humanistika danes pri meni pomeni na nek način filozofijo. In začnem, da je humanistiki, ne, njeni nalogi z neke zgodovinske perspektive ali pa z neke tradicionalne perspektive, z načina, pač, kako se jo tradicionalno dojemali, spodletelo. Se pravi, humanistiki je spodletelo. Se pravi, nek spodlet. Kaj bi zdaj to pomeni? Sem rekel v nekem tradicionalnem smislu. Ne? Tradicionalni smisel. To pomeni, da je recimo nek tradicionalni smisel humanistike bil iskanje smisla. Ne? Se pravi, nekaj iskanje nekega smisla človekovega bivanja. Ne? To pomeni najti nek smisel, ne, s katerim bodo pač
bolj ali manj vsi ljudje, se pravi nek univerzalni smisel, s katerim bodo vsi ljudje potešeni, pomirjeni, ne, in bo njihovo življenje na nek način osmišljeno, osnovano in celo utemeljeno. Seveda trditev je, ne, na nek način, to lahko tudi sami verjetno opazite ali pa še bolje začutite, ne, do tega smisla se pa seveda človeštvo kaj ni dokopalo, ne, se pravi, nismo dosegli tega nekega absolutnega smisla. Ne. To se je v zgodovini filozofije seveda kazalo na različne načine. Ne. Najprej, na kakšen način se kaže težnja po iskanju tega smisla. Ne. Recimo v tem, da se je filozofija močno vezala zmerom z teologijo, recimo, ne, ali pa z nekim prizadevanjem po čem? Po iskanju nekega ultimativnega garanta. Ne. Se pravi, filozofija je pogosto, če pogledate Tomaža Akvinskega, recimo, Quinque vias, ne, 5 poti, 5 dokazov, zakaj je za obstoj bivanja Božjega. Ne. Se pravi, dajmo racionalno, ne, dajmo utemeljiti nekega Boga, ne, se pravi, nek smisel, lahko rečemo, ne, nek sicer racionalno dokazan temelj človekovega smiselnega bivanja. Ne. Kaj je bil rezultat teh poskusov? Ja, neko nestrinjanje. Ne. Ponavadi je bilo tako, da zmerom, ko je nek filozof prišel na dan s kakim dokazom, ali pa teolog, recimo, o bivanju Boga, ne, se je pojavil en kup ugovorov pač na tak traktat, ki je zagovarjal Božje bivanje. Ne. Neko nestrinjanje, se pravi, konsenza ni bilo. Ne. Nismo dosegli tega objektivnega, univerzalnega, občeveljavnega dokaza, ki bi potrjeval nek smisel, nekaj, na kar se lahko v življenju naslonimo. Ne. Kasneje, ne, z nastankom novega veka, se interes filozofije mogoče malce spremeni. Ne. Zdaj ne gre več toliko za utemeljevanje, recimo, Božjega bivanja, ne, pač pa zakaj z Descartom, ne, je za iskanje neke arhimedovske točke gotovosti, ne. Se pravi, iskanje nekega fundamentum in concusum, ne, se pravi, nekega trdnega, neomajnega temelja, ne, na katerega, če že pač ne moramo nasloniti celotnega smisla človekovega bivanja, ne, pač lahko naslonimo vsej znanosti. Ne. Se pravi, iskanje neke gotove, trdne točke, ne, ki bo utemeljitev za celotno človekovo vednost, za neko celotno človekovo spoznanje. Se pravi, to prizadevanje po iskanju nekega smisla se na nek način z razvojem malce sekularizirane. To pomeni, zdaj iščemo neko gotovost za znanost. Ne. Znanost skušamo utemeljiti, ne, na nek način, ki bi bil zopet univerzalen in občeveljaven. Seveda, ne, rezultat tega naprezanja je podoben, kot je bil pač rezultat iskanja bivanja Božjega. Ne. Seveda nekako ne uspe. In še to je recimo zanimivo pri tej povezavi iskanja nekega znanstvenega temelja pa iskanja Božjega temelja. Pri Descartu imate pravzaprav eminentni primer združitve obojega, ne? Ker pač po eni strani iščemo Boga, ne? Zato, da bomo lahko pač zagotovili hkrati ta nek trden temelj spoznanja. Ne? Skratka, tem naprezanjem nekako ne uspe na koncu. Ne? Je neko nestrinjanje. Ne najdemo te gotovosti. Ne? Niti v teologiji, recimo, niti v sekularizirani znanosti. Ne? Se pravi, nek spodlet je na delu. Ne? In seveda, kaj iz tega sledi? Ne? Iz tega pač gotovo sledi neko razočaranje. Ne? Se pravi, razočarani smo na tem, da nismo uspeli najti tega temelja. Še več, ne samo, da smo razočarani na tem, ne? Ker vseeno, pazite, to ne gre za neko stvar, ki je bila recimo razočarani smo zato, ker nismo dobili avta, ali pa pač razočarani smo zato, ker nismo uspeli odkriti, ne vem, poti v Indijo ali pa kaj takega po morju, ne, ampak smo namesto tega nekaj drugega našli, kaj takega. Ne. Se pravi, ne gre za to neko parcialno stvar, ki je nismo odkrili, da bi zato bili samo razočarani. Ne. Gre pa za to, da samega temelja nismo odkrili. Ne. Se pravi, da smo nekje brez temelja obstali. Ne. Se pravi, recimo Heidegger bi rekel, da naredimo ta premik ne iz nekega ontičnega, ne v ontološko sfero. Ne. Se pravi, ne da nismo našli neke stvari, ampak samega smisla, samega temelja vseh stvari nam doslej pač ni uspelo najti. Ne. In kaj sledi, ne, iz tega razočaranja? Seveda to, da ima to razočaranje sabo prinese neko tesnobo.
ne? Se pravi nek angst, recimo. Ne? Te stvari, mislim, ta občutja so se začela najbolj širiti tam, ne? Konec 18. predvsem pa v 19. stoletju. Ne? Se pravi, v 19. stoletju pač neka, rečemo zdaj temu zahodna kultura, ne? To je pač naš evropsko-ameriški intelektualni prostor, pride v to fazo, ne, ko so pač ljudje masovno razočarani nad svetom, recimo. Ne. Masovno so soočeni s to breztemeljnostjo. In ne, kaj se potem zgodi v filozofiji? Ja, na dan pridejo nekaj takega, kot recimo Schopenhauerjeva pesimistična filozofija. Ne. Potem imate Kierkegaarda, pojem tesnobe. Ne. Filozofi se začnejo ukvarjati skratka z to neko bivansko stisko, ne? Neka kondicijo humana, ne? Neko stanje človeštva, ne? Je pač tesnobno. In recimo kot zanimivost, ne? Ko je Heidegger, ne? Reflektiral te posamezne stadije, bomo rekli, človekove zahodne zgodovine, Heidegger pač tu univerzalizira, ne? Pa pravi, da je to usoda biti, kar je seveda sporno, ne, ker vprašanje druge kulture, danes medkulturni filozofi pač opozarjajo, da to vendarle gre za neko specifično situacijo Evrope, o kateri danes govorimo. Ne. Se je res, da je svet globaliziran, ne, da je pač stiska lahko danes širša, ne, ampak v vseh kulturah se to ni na enak način pojavljalo. Pa vendarle, no, vrnimo se zdaj k temu občutju tesnobe in k Heideggerovemu pojmu tega Befindung, ne, se pravi nekega počutja. Kaj zdaj hočem povedati? Je to, ne, da po Heideggeru ne, se zmerom pač k neki intelektualni dejavnosti človeka, k nekemu razmišljanju človeka pripoji neko temeljno občutje. Ne. Se pravi, zmerom, kadar se vi na nek način ukvarjate z stvarmi, kadar jih proučujete, kadar živite, ste ujeti v neko temeljno počutje. Ne. In za Heideggera je recimo to temeljno počutje pri Grkih bilo kaj? Neko začudenje nad stvarmi. Ne? Se pravi, v samem rojstvu filozofije ne, je še to začudenje, ne? Nek interes, zanimivost, recimo, ki žene filozofijo naprej. Kasneje, pravi Heidegger, ne? Z srednjim vekom in potem predvsem z novoveško filozofijo, zopet z Descartom in zopet ravno z temi dokazi, poskusi dokazov za obstoj bivanja Boga, se to temeljno počutje spremeni v nek dvom, ne? Se pravi nek dvom, začnemo dvomiti, ja, kak je zdaj s tem smislom, mogoče ga ne bomo našli, ne? Dajmo se potruditi, pa pač skušamo z neko racionalno argumentacijo, dajmo se na nek način pribiti do tega smisla, ne? Ampak že se javlja ta dvom, ne? Mogoče pač tega smisla ne posedujemo več, ne? Nekam nam je všel, ne? Moramo se do njega sami dokopati. In kasneje, ne, seveda za začetnim začudenjem, za vmesno stopnjo dvoma, pride na koncu neko počutje tesnobe. Ne? In zdaj smo zopet pač v tem 19. stoletju, kjer nam nastopi to občutje tesnobe, ne? Ki ga pač na nek način reprezentira Schopenhauerjeva filozofija, skoncentrirana na pesimizem in sam Kierkegaard z tem svojim delom pojem tesnobe, recimo. Nekateri govorijo, da smo danes v stanju pa naveličanosti in dolg časa. Ne. Se pravi, danes se niti več ne počutimo tesnobno zaradi tega dejstva, ne, ampak smo že tak siti vsega, ne, da smo še sam naveličani in nam je še sam dolg čas, ne, kar se kaže v nekem fanatičnem potrošništvu, recimo, nekaj popolni brezsmiselnosti, ne, in samo čakanju da mine, ne, čakanju tega, da pač stvari grejo sam nima, ne. Dobro, ne, se pravi, neka tesnoba nastopi, ne, in pač marsikdo bi se strinjal, da to samo tesnobo najbolj seveda artikulira kdo? Friedrich Nietzsche, ne, za svojim pač pojmom nihilizma, ne. Pravi, Nietzsche kot tisti, ki pač izjavi tudi kaj, ne, to usodnostno misel, ne, da je Bog mrtev, ne, se pravi neka smrt Boga. Ne. Neka smrt Boga, se pravi Nietzscheva ideja, ki pa je pravzaprav najavil že Hegel.
Ampak Nietzsche potem to artikulira z svojo idejo nihilizma, ker pravi, da je pač nihilizem to, da tudi tradicionalne vrednote propadajo. Ne? Se pravi, zdaj smo živimo v neki popolni breztemeljnosti, v neki kaotičnosti, recimo. Ne? Tega smisla nam ne uspe najti. In recimo, da zdaj tukaj potegnemo na črto. Pravi, to je neko stanje, do katerega se moramo reči ravno dokopati, neko pozitivno odkritje, ampak v katerem pač pristane humanistika na nek način. V tem spogledu in tej izgubi smisla tradicionalno pojmovanja. Seveda, naslednje vprašanje je zdaj torej, kaj pa zdaj? Kaj bomo naredili zdaj? Seveda, kako naprej? To je recimo druga točka. Kako naprej? Seveda, ni velik vprašaj, recimo, dodano. Kaj naredimo zdaj? Recimo, da obstajajo tri možnosti. Tri možnosti, ki so tudi dejansko se odvile ali pa zgodile. Ne? Se pravi, prva izmed teh možnosti, kaj bomo naredili zdaj, se pravi, z humanistiko, recimo, pa tudi sami sabo nazadnje, je pač to, da gremo v neko reakcionarnost. Ne? Se pravi, neka reakcionarnost. Kaj mislim za to reakcionarnost? Ne? Reakcionarnost skuša narediti kaj? Skuša se pretvarjati, kot da se nič ni zgodilo. Ne? Skuša nekako nazaj izpostaviti to, ja, pa se ta Bog, recimo, smisel obstaja. Ne? Recimo Freud v tem spisu Prihodnost neke iluzije pravi, da potem pač spostavimo neko znanost, kakor da. Ne? Se pravi, kakor da pač zdaj Bog še zmerom obstaja. Ne? Dajmo se pretvarjati, pač mi, recimo, ne vem, intelektualci, ki se s temi rečmi ukvarjamo, vemo pač, kaj se je zgodilo, ne, neka smrt bogatega smisla ne moremo najti, ampak za ljudi in za vse je pa najboljše, ne, da pač ohranimo to neko pretvezo, ne, kakor da stvari obstajajo. Seveda, taka pot, ne, je zelo blizu čemu, ja, nekemu fundamentalizmu, ne. In recimo lahko bi mogoče danes na ta način pač tudi analizirali neko globalno družbeno-politično stanje, ne, ker pa fundamentalizem na nek način vedno bolj spostavlja kot kaj, ne, kot neka reakcija recimo na Ameriko, ne, ki pač je dojeta kot nek značilen prototip pač dovršitve Evrope, ne, se pravi nekega dovršitva nihilizma, ne, in pristanku v tej neke naveličanosti, neke potratnosti, nekem brezciljnosti. Ne. Seveda tak ne moremo iti naprej, to ni prava rešitev, dajmo se okleniti pač nekih tradicionalnih starih virov. Ne. Čeprav smo videli, da tega ne moremo zagotoviti, ne. Pač na nek način se tega sam oklenemo. Ne. Seveda taka strategija je najbrž še vsakomor jasno nevarna. Ne. Prvič seveda krni neko svobodo razmišljanja, ne, vrača se v neko stanje nazaj in pač Hegel recimo bi rekel, da je tako stanje pač duh že zapustil. Ne. Se pravi, to je neko neaktualno stanje in pa seveda nevarno stanje, ne, ker na nek način pač zanika vseeno to neko svobodo individua, bi rekli, na katero smo pa ravno navajeni iz naše liberalistične perspektive, ne, katera je deloma pa vendar ne potrovala ravno tem odkritjem, ne, da ni tega nekega temelja, nekega smisla. Se pravi, prvi odgovor, ne, kako naprej, je z neko reakcionarnostjo, z nekim pretvarjanjem, ko da pač smisel, ta fundamentalni smisel še obstaja, se izteče v neko zame saj slabo rešitev, recimo. Ne. Zdaj, druga rešitev, ne, je neka pozitivistična, recimo. Ne. To je pač ta rešitev, ne, po kateri rečemo, je nič, ne, potem pa pač stran za humanistiko, ne, pa stran za temi razmišljanjem smisla. Vse tega pravzaprav sploh ne potrebujemo. Ne. Se pravi, mi bomo nekaj ortopozitivizem. Ne. In tu je recimo ideja Augusta Comta,
francoskega filozofa, ki je imel pač to idejo, da je v svoji zgodovini človeštvo prišlo iz kaj? Iz neke religiozne faze, ne, preko metafizične faze v znanstveno fazo. Ne. Se pravi, zdaj imamo pa neko znanost, ne, humanistiko pač lahko vržemo na smetišče, ne, in zdaj bo pač znanost poštrihtala probleme. Ne. Na čistak, se pravi pozitivizem, ne, sam nakopičili bomo neka dejstva, nekaj med sabo povezali in to je to. Zdaj, seveda prva problematična stvar pri takem pozitivističnem gledanju je ta, ne, da ravno samo predpostavlja nek tak ideal, ki obstaja. Ne. To so kot neka gola dejstva, do katerih se lahko dokopljamo. Ne. Potem pač sam, kaj naredi, je samo to, da znanost postavi na mesto teologije. Ne. In da se pokazati, pač, da tako gledanje ne vzdrži. Tega jaz danes pač ne morem tukaj narediti, da bi te stvari prikazoval, ko potem bi pač porabil mogoče še eno tako predavanje. Ne. Ampak da se recimo z Wittgensteinom, recimo meni ljubim filozofom, bi se dalo pokazati, da je smisel vedno negotov. Ne. Tudi če imamo neko znanost, ne, pač moramo to znanost, ne smemo nikdar pojmovati kot neko fiksno, ki daje fiksne odgovore, fiksne rešitve, ampak zmerom je pač treba primerjati z neko občo človeško dejavnostjo. Kar pa ravno pomeni, ker je ta sama človekova dejavnost spremenljiva, da je tudi znanost kot taka lahko pač zelo variabilna. Ne. Se pravi, ni nekega temelja, na katerega bi se lahko oprli. Ne. Z drugimi besedami pač ta pozitivizem predpostavlja neko epistemološko predpostavko, se pravi spoznavno-teoretsko predpostavko, ki je ta, da se vendarle lahko prebijemo do nekega gotovega vedenja. Tako gotovo vedenje pa pač ni mogoče zaradi nekih strukturnih razlogov, recimo. Ampak tega danes res težko v detajli to razlagamo. Lahko pa navržemo sem pač ta primer, ne, iz znanosti same, ne, ker pač ugotovimo, če pogledamo stvari pobliže, ne, da pač znanstveniki se ravno tako soočajo s kontroverzami. Ne. To pomeni, nikakor niso dognali poslednjih resnic stvarnosti, ne, nekih poslednjih delčkov stvarnosti, ampak ravno tako obstajajo znanstveni tabori, ki se poslužujejo ravno filozofskih argumentov pri tem, ko skušajo utemeljiti svoje stališča. Primer, recimo, ki ga pač radi navajajo, tukaj je pač to, da ne obstaja neka uniformna teorija v fiziki, recimo, ne. Se pravi, ali pa recimo tudi, če pogledate formalne znanosti kot matematiko, tudi matematike ne boste našli nikogar, ki bi vam lahko zagotovil, kaj je to število, recimo, ne. Ali pa to, ali je matematika zadljiva na logiko, ali ni, ne. To so vse pač neke nejasne kontroverze, do katerih rešitve se pač nismo dokopali. In znova da se pokazati, da ta nesposobnost, da bi našli rešitev, ne, ni stvar nesposobnosti nas, da se ne moramo dokopati do smisla, ampak pač narave sveta, ki je recimo prta, pač do tega smisla se iz strukturnih razlogov znova ne moramo dokopati. Se pravi, to je ena plat tega pozitivizma. Ne. Zdaj, druga plat tega pozitivizma, bi pa rekel, je pa na nek način ta kulturna ali pa družbena. Ne. Se pravi, še zmerom pa prevladuje to mnenje, ne, je humanistika je pa vseeno spodletelo. Ne. Torej, ne, vseeno na smetišče z njo, kaj bomo zdaj za humanistiko, ne, ničemor ne služi. Ne. Ali pa, ne, če je že humanistika, pa če pač morajo ti ljudje nekako preživeti, če nočemo, da bojo brezposelni, pač naj bojo kot nek okras v družbi. Ne. Se pravi, ne, humanistika je za špas in kratki čas, recimo. Ne. Pravi, pač, ne vem, šli boste pač gledališče, zakaj? Je zato, da bo pač malo za spremembo, da ne boste zmerom pred televizijo sedeli, pa boste pač tam neko igro pogledali. Ne. Ali pa namesto, da boste pač brali brezplačni žurnal, boste mogoče prebrali kako poezijo ali kaj takega. Ne. Se pravi, to gledanje. Ne. Humanistika je pač neko sredstvo proti dolgemu času. Ne. In spet smo tu pri tem temeljnem počutju dolgega časa, ne? Se pravi neke dolgočasnosti. Ne? In humanistika je pač neko sredstvo za boj proti tej dolgočasnosti. Seveda, recimo Ludwig Wittgenstein, ne, je glede tega rekel tole, ne? Da ljudje pač berejo pesnike za zabavo, ne? Se pravi za špas, ne? Da pa jim seveda se še sanja, ne,
da imajo tudi pesniki kaj zapovedati. Ne? Se pravi, da imajo kaj pametnega vseeno zapovedati. Se pravi, to je ta, recimo, drugi odgovor na to, kaj zdaj narediti za humanistiko. In pač bojim se, in zaradi te bojazni pač imamo danes tudi to srečanje tukaj, da je to neko prevladujoče mnenje danes v družbi, ne, o krasek, se pravi nekaj, kar pač gojimo iz neke miloščine, ne, ali pa pač iz tega, da se mogoče lahko pohvalimo, da pa imamo tudi kakega filozofa v svoji sredi. Čeprav, kot vemo, filozof pa filozofija ni ravno nekaj, s čemer bi se danes lahko kdo pohvalil. Ne? Se prej velja kot neka žaljivka, recimo. Dobro, tretje stališče, ki je seveda po mojem mnenju pa pravo, tretje stališče pa na nek način spodbuja k odgovornosti humanistike in je nekaj takega kot upravičenost humanistike. In celo ta upravičenost in odgovornost humanistike gresta z roko v roki, kar bom skušal pokazati. Se pravi, vseeno dajmo zdaj kot neka tretja opcija, ne? In je tretja upravičenost. Humanistike ali pač tudi filozofije, seveda. Zakaj gre? Ne? Ja, dajmo se še enkrat pač vprašati o tem spodletu humanistike. Ne? O tej nemožnosti, da bi pač našli nek smisel. Seveda to razočaranje, ne, je pač razočaranje zaradi nekih napačnih pričakovanj, pravzaprav. Ne? Je neko razočaranje zato, ker smo predpostavljali, da obstaja nek tak fiksni smisel, ki ga bomo pač lahko našli. Zdaj pa, če pa takega fiksnega smisla ni, ne, se pa seveda stvari zastavijo drugače. Ne. Lahko se zastavijo pač na ta način, da ugotovimo, ko se pač srečamo z to neko breztemeljnost, kot smo rekli, ne, z tem ničem, recimo z nekim nihilizmom, ne, se pravi z nekim breznom bivanjem. Ne. Brezno, ne, ki je v nemščini recimo Abgrund, ne, se pravi Abgrund, ne, ki hkrati namiguje tudi na to, da smo kaj brez nekega grunta, ne, se pravi brez nekega temelja, ne, neka breztemeljost, ne. Seveda, neka reakcija naša na to je lahko pač nek eskapizem, ne? Neka tesnoba, eskapizem kot neko ubežništvo, ne? Ki se kaže tudi recimo v tem reakcionarnosti. Ne? Se pravi, gremo v stran od tega tesnobnega občutja, ne? Od te tesnobne misli, da ni smisla in si ga nekako zmislimo ali pa se nekako zaslepimo, resimo za potrošništvo. Ne? Se pravi, nek eskapizem. Na drugi strani, ne, pa seveda obstaja še neka druga možnost, ne, ki je na nek način posredovana ravno z Nietzschejem in pa recimo z Johnom Deweyem, ameriškim pragmatističnim filozofom, je ta, ne, da to brezno, se pravi, to odsotnost nekega fiksnega smisla sprejmemo kot kaj? Kot nek izziv, ne, kot neko polje pač naše svobode, pravzaprav, ne, nekih naših ustvarjalnih možnosti. Seveda, če pa naredimo to, ne, nas pa to pač napeljuje na neke neskončne možnosti. Seveda, v kakšnem smislu? Ja, v tem smislu, ne, da potem, ko je pač Bog mrtev, ne, človek na sebe vzame pač to odgovornost smisla, ne. Potem, ko človek ostane brez smisla, ne, si ga mora zdaj človek kaj? Sproti ustvarjati. Ne? In to je zdaj hkrati seveda kaj upravičenost, ne, in odgovornost. Seveda zdaj smo postavljeni pred neko dejavnost, ne samo neko reflektiranje situacije, ne, ampak to dejavnost, da ta smisel pač kaj sproti kot humanisti ustvarjamo. Ne.
In seveda, s tem se povezuje neka ustvarjalnost. Nek izziv, neka ustvarjalnost in seveda ne naključno se je tukaj filozofija povezala seveda z umetnostjo, recimo, in je poudarjala ta ustvarjalni vidik, ne. In je poudarjala, pazite, pri Johnu Deweyju celo ustvarjalni vidik znanosti, ne. Kajti tudi znanost je na nek način, bi rekli, snovanje, ne. Se pravi, je jemanje nekih idej, ne, ki tudi ne ležijo kar nekje, ampak so zmerom kot neka perspektiva sveta, ne. Se pravi, tudi to znanstveno pojmovanje ima v sebi ta umetniški moment, ne? Recimo lepota matematičnega rešitev ali nekaj takega. Ne? Se pravi, to je zdaj ta trenutek, ne? Ta bistven trenutek, ne? Ko smo soočeni z tem breznom, ne? S to pač brez temeljnosti človeškega bivanja, ne? Pred tem ne pobegnemo v stran, ne? Ampak pač vzamemo ta križ, bi rekli, nase. Ne? Potem tu so še te prispodobe, recimo. Ne? Potem pač, ko je Kristus križan, ne? Ni tak, da bi umrl nek Bogov pismonoša, ne? Nek apostol, nek poslanec, ne? Ampak kaj, ne? Kristus je Bog, umre Bog, ne? Se pravi, postanemo brez Boga. Smo neki smrt Boga. In potem, ne, je seveda na človeku ta naloga, da začne ustvarjati smisel, ne? In recimo v Jamesovi filozofiji, William James, to je še en pragmatistični mislec, on govori o nečem takem kot o končnem Bogu, ne? Se pravi o nekem končnem Bogu, ne? Bogu, ki pač bi rad ustvaril, uresničil neke svoje cilje, ne? Ampak zato, ker je sam končen, jih ne more. Ne? Zato je pač na človeku dolžnost, ne? Da pač Bogu pomaga ustvarjati neke cilje. Ne? Se pravi, človek je tisti kot neko ustvarjalno bitje, ki zdaj prevzame to nalogo, ki jo je tradicionalno pripisoval Bogu, ne, nase. Ne. S tem seveda se ne dokoplje do nekega brezpogojnega temelja, ne, nekega temelja, ki bo bil kot fundamentom in konkuzom, ne, temveč pač do nekega ustvarjanja tega smisla sproti. To je neka osrednja točka. Ne? In iz te osrednje točke humanistika kot neko prizadevanje za človečnost. Kot rečeno ime humanistika. Humanistika se pravi kot neki napor za človeškost. In iz tega seveda izhaja hkrati kaj, je po eni strani upravičenost, ne, humanistike, ki je ravno v tem, ne, da se napreza za ta smisel, ne, da nam pomaga pač loviti nek smisel, da nam pomaga osmišljati življenje, kot po drugi strani tudi kaj, neka njena odgovornost. Ne. Se pravi, zdaj ne mora več stati ob strani, ne, in pričakovati, da se bodo stvari same pošlihtane, ne, pač se mora sama začeti nekako boriti za svoje poslanstvo, tudi konec koncev. Ne. In iz tega, recimo, iz neke te centralne ugotovitve, potem nadalje izhaja pač ta reč, da nek znanstvenik, intelektualec kot humanist, ne, danes, po mojem mnenju, ne, mora nositi to odgovornost, da se pač v družbi, v javnosti pač napreza za ta smisel. Stvari hkrati osmišljuje. Ne. To je ena poanta, ne, se pravi, čakanje, ne, nam ne bo prineslo neke rešitve, da bomo nekje čakali, ne, se ukvarjali pač z nekimi svojimi deli, ne, pisali članke, ki bodo šli na police, kot se pač danes dogaja, ne, ali pa jih pisali za točke, ne, ampak bomo seveda morali ta smisel aktivno posredovati ljudem. Ne. To je ena točka. Zdaj, druga stvar, pri tem posredovanju smisla, ne, je pa seveda v tem, da ima humanistika kot taka, ne, povsem pač praktično vlogo v življenju družbe, recimo. Ne. In ta praktična vloga, ne, če hočete, ne, pri tem, ko argumentiramo zdaj upravičenost humanistike, ne, če smo zdaj na nekem recimo zgodovinsko idejnem nivoju upravičili humanistiko, ne,
Pa je seveda na ta način ne moramo uprviščevati danes v družbi, zato ker družba mogoče funkcionira na nek drug način, na praktičen način, kar pomeni, da moramo pokazati na neke praktične učinke ukvarjanja s humanistiko. In ti praktični učinki ukvarjanja s humanistiko so praktični v tej meri, da jih lahko dokažemo statistično. In sicer z takimi raziskavami, da pokažete, da branje literature zmanjšuje nasilnost, recimo. To so banalni primeri za klasičnega filozofa, recimo. Če bi s takim argumentom prišli, recimo, pred Hegla, ali pa, ne vem, pred Tomaža Akvinskega, bi vas verjetno odslovil, kaj ima to za opraviti za humanistiko, za filozofijo, z nečim tak zvišenim, kot je prima filozofija. To je nekaj, kar samo iz sebe izžarja smisel, samo iz sebe se razdaja, je neko razdajanje biti. Ja ne, danes moramo te stvari pač praktično pokazati in praktično jih lahko pokažemo ravno na ta način. Da pokažemo, da recimo na tej banalni ravni, statistično gledano, pač ljudje, ki berejo knjige, to je tudi Rortyjev argument, recimo, bodo sposobni večjega sočutja, recimo, Ljudje, ki gledajo takšne pa takšne filme, alternativne filme, se bodo bolj zavedali pač nekih okoliščin v družbi in bodo lahko drugače ravnali in bodo lahko družbo pač spremenili. In seveda, če imamo neko demokratičen ustroj družbe, je nek ozaveščen državljan seveda nujno potreben za to normalno funkcioniranje demokracije. Zaradi tega, ker mora biti seznanjen s tem, o čemer se odloča. Če s tem ni seznanjen, potem pademo takoj v kaj? Je v neko demagogijo, neko stanje, ki je lahko seveda še slabše od absolutistične razsvetljene monarhije, če hočete. Se pravi, ta vloga humanistike je pač ne sam, da je, se pravi, nikakor ni privesek, okrasek družbi, ampak je nujno potrebna za funkcioniranje družbe, če je ta družba recimo demokratična. In te ideje najdete že recimo pri pragmatistih, pri Johnu Deweyju. Recimo, kot sem prej rekel, pri Richardu Rortyju. Rorty pravi, da če bi njemu dali na voljo, da ima recimo 2 knjižnici ali pa 2 oddelka v eni knjižnici, se pravi, eden je književnost, drugi je pa recimo filozofija, v tem pomenu metafizika, dokazi za božje bivanje, in bi se moral odločiti, pa zdaj je požar, recimo je požar, kaj bomo zdaj naredili, kateri del bomo rešili. Filozofske knjige naj zgorijo, bi rekel. Za njega bi bilo pomembnejše, da rešimo recimo literaturo. Se pravi, to metafiziko lahko damo proč. Pomembnejše je pač to, da gojimo neko sočutje, bi rekel Rorty. Pomembnejše je pač to, da se zavedamo tega ustvarjalne dejavnosti smisla. Se pravi, ne tega utemeljevanja. Nekega utemeljevanja, pač pa tega ustvarjanja smisla. Seveda se to na nek način, če naj bo zdaj to kritika tudi nekega akademskega ali pa intelektualnega stanja v Sloveniji, recimo, ali pa v Evropi, ali pa v pač globalnem svetu, navezuje seveda tudi na vlogo intelektualca. Pač prepogosto se, po mojem mnenju, jemljajo kot samozadostni. Ne naredijo tega koraka naprej, da bi pač šli govoriti ljudem dobesedno, kot je to počel recimo Sokrat, pa čeprav je tvegal, da ga bodo potem usmrtili, kar so dejansko ga. Se pravi, ta moment nekako manjka, ta občutek samozadostnosti. In po drugi strani, zdaj pa seveda, če hočete še en banalen primer, seveda vsi, tako kot jaz, mi, humanisti, smo plačani, seveda, od države. To pomeni, da smo državni uslužbenci. In že na tem banalnem nivoju smo seveda dolžni nekaj narediti za družbo, seveda, povedati take stvari, kot so te. Druga plat te zgodbe, te zadnje zgodbe, neke odgovornosti, neke aktivnosti humanistike, je pa zdaj v tem. Pazite, Zdaj pa ne samo, da pač moramo mi, filozofi, nekako pogoltniti ta grenki sok, grenki napoj, da nismo neka prima filozofija, da ni naša fakulteta v kampusu na središču z zvonikom, ostale pa so pač okrog nas, ampak da smo pač
enakovredni, ne, z vsemi ostalimi. Po mojem mnenju je pač filozofija enakovredna vsem drugim človekovim prizadevanjem za spoznanje, vsem ostalim znanostim, vsem umetnostim. Ne, se pravi, po eni strani ne samo, da se moramo pač zdaj s tem sprijazniti, ne, ampak moramo pa pač dopovedati, ne, da je pa naše mesto tukaj upravičeno, ne, da pa nismo pa manj vredni, ne, da pa ne rabijo zdaj iz naše fakultete narediti muzeja, ne, nas pa postaviti pač nekam stran, ne, kot so enkrat že hoteli, mislim, da oddelek za filozofijo premakniti iz filozofske fakultete, mislim, ni to absurd, mislim, če se ne motim, zdaj ne vem, ampak nekje sem slišal, da so to menda skušali narediti, ne. Se pravi, ne, po drugi strani, pazite, bomo pa humanisti pač prišli z neko zahtevo, ne, to je pa zdaj druga plat naše odgovornosti, ne. To pa je zahteva potem, ne, da se nam pač pusti do besede tam, ne, kjer pač imamo evidentno največ znanja od vseh strokovnjakov. In, recimo, zdaj, če pogledamo zopet neko konkretno stanje, ne, tu jaz pravim, recimo, če imamo takšne predmete, kot so etika in družba v šolah, recimo, ne, po mojem mnenju, pazite, ni prav, da te predmete kar flikajo, recimo, neki geografi, čeprav odlični geografi, ali pa recimo biologi, čeprav odlični biologi, in potem govorijo o etiki in družbi, ne. To je pač tipično v domeni filozofije, recimo humanistike. In jasno je, da bodo humanisti v tem imeli pač več zapovedati kot biologi ali pa geografi. Ker po drugi strani, ne, če pa zdaj razmišljamo dalje analogno, ne, je pa ta primer, pazite, ne, nihče pa ne bo pustil filozofu, da bo učil kaj? Da bo pri geografiji poučeval kozmologijo, recimo, ne, se pravi pojmovanje antičnih modrecev sestave sveta, ki je eminentno pač geografski predmet, pazite, ne, kak zgleda svet, ne, kak lahko pišemo svet. To je geografski predmet, ne, seveda ne, tu ne bomo pustili filozofa zraven. Pazite, ne, niti pri biologiji ne bomo dopustili filozofu, da bo poučeval kaj? Socialni darvinizem, ker je to nekaj, kar ne spada seveda v biologijo. Ok, seveda, ne, filozof ne bo tega učil, ne bo poučeval biologije, ne bo učil geografije, bo pa učil etiko in družbo znanja, recimo, ta predmet bo pa učil filozof, zato ker je za njega najbolj usposobljen. Ne. In recimo podobna situacija se tudi najde na področju recimo različnih komisij ali pa različnih sestankov, ne, kjer se odloča o pomembnih vprašanjih. Nikjer ne najdemo filozofov, seveda, ali pa redko kje. Deloma je to krivda filozofov samih, ker kot rečeno so pač ostali na teh iluzornih mestih zvišene znanosti in se sami niso podali v diskusijo. Ne. Deloma pa je to gotovo krivda tistih, ki pač te komisije sestavljajo kakorkoli. Ne. Zaradi tega, ker če imamo recimo kakršnokoli etično komisijo, ne, ki razpravlja recimo o vprašanjih, ne vem, kloniranja, ne, je jasno, da bomo zdraven, ne vem, 2 zdravnikov, 2 pravnikov, mogoče 2 ekonomistov, imeli pa kaj? Ja, vsaj 2 filozofa, ne pa še 2 zdravnika ali pa 2 ekonomista. Seveda, ne, tiste, kjer se ukvarjajo z etiko, tisti imajo mesto tam. Ne. To je pač po mojem pa nekaj, kar mora danes postati zahteva humanistike. Ne. Se pravi, sprejeti to, da pač ni neke vednosti same po sebi, ne, da smo soočeni s tem breztemeljnostjo, ne, da filozofija ni to, kar je pač rada v preteklosti bila, to je neka prima filozofija, ne, pač pa je njeno mesto enakovredno ostalim znanostim. Ni pa, pazite, slabše, ne, ali pa manj vredno od ostalih znanosti. Ne. Nasprotno, enakovredno je. Ne. To je zdaj nek zaključek recimo te predstavitve, ki pa bo zdaj pospremljeno z neko prezentacijo, kjer bom pač poskušal še nekaj teh idej čisto grafično recimo ponazoriti. Ne. Je mogoče možno to od tukaj gnati naprej ali enter. Aha. Pravi, odgovornost humanistike, ne? Poglejmo neko, zgodovinska situacija je pač ta, kaj? Ja, je ta fizika je v osrednji, ne?
so korenine. Ne? Iz teh korenin raste pač neko deblo, ki je fizika. Ne? Oziroma, pazite, če bila to prima filozofija, je bila fizika kaj? Filozofija naturalis. Se pravi, znanosti so se pojmovali kot filozofija. Mimo grede, to je, naj bi bila Descartova podoba znanja. Ne? In iz te pač neke filozofije naturalis potem zgoraj od veje se širijo vse ostale znanosti. Centralno mesto seveda pa pripada metafiziki. Ne? 56, ne, ko pač izvide ta Darwinov The Origin of Species, ne, se seveda stvari spremenijo. Ne. Tukaj sicer nimamo drevesa spoznanja, imamo pa drevo nekih človeških vrst. In kaj vidimo, ne? Človek ni nič posebnega, ne. Ni ga ustvaril Bog, ne, ampak je pač po nekih bolj ali manj zavitih procesih naravne selekcije se pojavil na povredno vsem drugim vrstam. Čeprav tukaj je pač na vrhu. Lahko bi to mogoče obrnili na glavo. Ja, se pravi, te stvari, ne, da je neka metafizika, no, nek Bog na začetku se začnejo spreminjati, dokler ne pridemo do te situacije. Ne, se pravi, zdaj pa postane v centru kaj fizika, ne, electrical and computer engineering, in pazite, humanities, to pa še sam vejica nekaj, ne. Se pravi, ta družbena percepcija, ne, kaj je zdaj z humanistiko, glede, education, recimo history, ne, skoraj ni več zgoraj. Ne. Če je bila prej tukaj nekje na tej sličici, ne, če bi to vse bilo tukaj, ne, je zdaj kje, skoraj je že izginilo pač iz te slike. Ne. Se pravi, stvari se spremenijo. Seveda, ne, tako kot je neopravičena ta slika, ne, podobno je pač po mojem prepričanju neopravičena tudi ta slika, ki predpostavlja ravno kaj je to neko pozitivistično gledanje. Ne? Gremo naprej. To, kar je tukaj, je načrt campusa Trinity College. Ne? To sem zbral zato, da prikažemo kaj? Je povezanost Boga, ne, z znanostjo. Ne? Se pravi, znanost nekako se je zmerom priključila k temu ciljnemu, centralnemu smislu in to se je celo na arhitekturi kazalo. Ne? Se pravi, velike šole v preteklosti so zrasle zraven svetišč. Ne? Se pravi, vedno ste imela neko eminentno pozicijo. Ne? In teološka fakulteta je gotovo bila, ki je v bližini prva, pa tudi filozofska fakulteta, seveda, pogosto je bila to ena in ista ustanova. Se pravi, tu imamo pa zdaj neko idejo povezanosti, ne, tradicionalne, ne, znanosti s tem smislom, s tem Bogom. To je zdaj slika tega, kar smo prej videli kot načrt, to je tale. Okay. To je tale, ne, kapela Trinity College. To je pa neka fontana, ki je zdaj tukaj na vrtu. Isto tudi recimo Christ Church Oxford, ne. Se pravi, najprej katedrala, ki se je potem priključi pač šola, ne? Se pravi, to centralno mesto vrednosti. Še enkrat Christ Church. In seveda, tik na vrhu, ne, pač najvišja od vseh je kaj? Križ, ne? Se pravi, neko znamenje Boga, recimo, zdaj simbolno. Ista stvar tudi v islamskem svetu. Ne? To je medresa v Visokem v Bosni in Hercegovini, ki je, pazite, ena izmed najzgodnejših univerz v Evropi. Danes sicer zgleda tak, ampak vidimo, ne, isto. Pač mošeja, ne, pol mesec zraven pač neke izobraževalne ustanove. To je Al-Azhar, mislim, da je z Egiptom najstarejša še delujoča univerza z nekim neprekinjenim tokom izobraževanja. Delujoča ne, ampak še delujoča univerza. In seveda prej križ, pa pol mesec. Ne? Zdaj pazite, da gremo naprej. Moskovska državna univerza in na vrhu je kaj? Ne križ, ne pol mesec, ampak zvezda. Se pravi, to je, in pazite, ta stavba je bila do leta 1988 najvišja v Evropi. In seveda, če je prej živel pač recimo Bog v teh stavbah, se zdaj sem naselijo birokrati. Ne? Če gremo še naprej,
Senate House, University of London, podobno kot tale prejšnja stavba, sem da kaj? Smisel umanka, ne? Nihilizem, ne? Še sem špic ali pa celo radijski oddajnik, ne? In pač stanje danes, ne, sploh ne potrebujemo več posebnih zgrad za to, ne. Seveda, online degree bomo pridobili kar, ne. Učimo se kar doma, se pravi neka sekularizacija vednosti. To je to, kar hočem povedati, neka, zdaj, če sami spremljate te stvari, verjetno začutite tudi pač to neko izpraznjenje, ki gre zraven k temu, ne. Po eni strani. Ne? Se pravi, neka zvišeno mesto ne postaja vedno bolj profano. Ne? Po eni strani boste tu našli od risank, ne, do vsega možnega, pa tudi kar diplomu boste lahko recimo prek računalnika dobili. Ne? Se pravi, včasih, ne, iluminacija rokopisa je poučevanje izgledalo tako, ne. Se pravi, ta stav, ne, je bil nekje tu, občinstvo pa nekje na tle. Ne. In, pazite, ne, med učitelji je bil kaj? Kristus, ne. Se pravi, neko, vidite, ne, Bog se priključi, ne, vednosti, ne. To piše ex collegio Olumucensis, Societatis Jesu, ne. Se pravi, iz kolegija Olumuške Jezusove družbe, ne. Se pravi, Bog je središče. In pa danes, recimo, ne, lahko dobite diplomo kar prek iz naslovnjača. Ne? In pazite še mogoče to, ne, pogledajte zdaj izraz teh, ne, pogledajte izraz teh in pa zdaj izraz tega dekleta, ne, enostavno do diplome. Zdaj še en tak zaključek, recimo čisto filozofski, ne? Če je v preteklosti, ne, pač bila filozofija neka refleksija, ne? Kar ponazarja seveda kar nek Minervin kip in njena sova, ne? Se pravi, ki jo je Hegel uporabil za to prispodobo. Ne? Se pravi, takrat, ne, ko se podnevi stvari zgodijo, ne, pade mrak, ne, in šele takrat poleti Minervina sova, ne? Kar pomeni, ne, da je vsa refleksija že prepozna za to, kar se je zgodilo. Ne? Filozofija nima uporabne vrednosti. Ne? Pač kot refleksija, ne, je vedno post festom, ne? Po fešti pride. Ne? Vse se že zgodi naprej. No in tej Minervini sovi pač jaz predstavljam Ničejevega orla. Ne? Zaradi Ničejev Zaratustra, dobro, to je iz perzijske umetnosti, ampak tudi Zaratustra in seveda vzeti iz iranskega okolja. Ne? Zavemo Zaratustra žival je orel, ne? Se pravi, to je pa nek, tu se slabše vidi na tem slajdu, ne? Je pa seveda nek orel, pazite, in pavdne, ne? Pri Ničeju zmerom pavdne, ne ta mrak, ne? In kaj, gledajte, ta orel, ne, se pa zdaj ne kot tista sova, ne, ki se v mraku, ko je že vse nima, pač neka bežnost preleti nad svetom in pač mogoče kaj reflektira za nazaj, ampak ta orel se pač kaj pogumno podaja v ta abgrund, ne, to brezno bivanja, ne, in tam bo pač zaokrožil skrili nad tem breznom, ne, in bo z tega črpal pač neko veselje, neko radost, ne. Ali neka se iz refleksije do kaj? Do dejanja, ne, se pravi nek poudarek na dejanju, na ustvarjalnosti tega smisla. Ne bomo nekaj sam reflektirali, ne ta tradicionalna vloga vednosti, ne da reflektira nekaj, kar je že tam, ampak ta, ne, da sproti pač ustvarja ta nek smisel. Ne. In, ne, seveda še podobno kot prej na iluminaciji, torej zvišena vloga predavatelja, ne, proti tem učečim se, ne, do pač neke kaj enakopravnosti, ne, kjer ni pač nobeden izpostavljen, ne, in to je pač ta moja ideja humanistike, ne, seveda, da se stopi pač iz tega svojega podesta, iz te svoje katedre, ne, in se pač na ta način vključi v neko debato. Seveda pa ne, da je nekdo tam zadaj spod potisne, ne, ker sploh nima dostopa do ljudi. In seveda na ta način, da ne bo pač naša predstavitev danes gledala tak, bomo pač zdaj še kakšno vprašanje, ne, pa skupaj predebatirali te stvari. Hvala lepa.